Lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo pred dnevi vložili spremembo zakona oziroma novelo zakona o osnovni šoli. Ta prinaša spremembo pri sprejemanju, usmerjanju in integraciji na novo prispelih priseljenskih otrok v osnovnih šolah po Sloveniji. V šolskem letu 2022-2023 je bilo v slovenske osnovne šole vpisanih 16.636 učencev s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred 10 leti 4.097. Delež tujih učencev je tako v lanskem letu znašal 8,6%. Številni izmed teh otrok pa pouka v slovenskem jeziku ne razumejo. In vse več osnovnih šol se sooča z izzivom, kako naj otroke tujcev, ki se priselijo v Slovenijo, uspešno vključijo v pouk, če nimajo zadostnega predznanja slovenščine. V Novi Sloveniji zato predlagamo, da otroci, katerih materin jezik ni slovenščina, pred vpisom v osnovno šolo opravijo preizkus znanja slovenskega jezika. Ta preizkus znanja slovenskega jezika seveda je prilagojen starosti oziroma obdobju, katerega naj bi tuj otrok, ki pride v naše slovenske osnovne šole, znal. Seveda, če ta preizkus opravijo in če znajo slovenščino, se vpišejo oziroma se normalno vključijo v ustrezen razred osnovne šole, če preizkusa ne opravijo, pa se vključijo v pripravljalnice. Pripravljalnice so namenjene temu, da se tuji otroci seznanijo s slovenskim jezikom, ga osvojijo, slovensko kulturo in naj bi seveda trajale približno 1 leto. Te pripravljalnice lahko se šole med seboj povežejo in seveda tudi na določenem območju tudi izvajajo skupne pripravljalnice za vse te otroke, ki prihajajo. Cilj predloga zakona je v zagotavljanju večje kakovosti izobraževanja in zagotavljanju pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj otrok v osnovnih šolah, tako tistih, ki nimajo predznanja slovenščine, da bi lažje sledili pouku slovenščine, kot tudi tistih, ki predznanja slovenščine imajo. Vendar zaradi sošolcev brez predznanja slovenščine celoten razred počasneje napreduje s snovjo. Zato morajo učitelji v času, ki ga imajo v razredu, posvečati več časa dodatni razlagi, s katero poskušajo zaobiti jezikovno oviro ali celo znižati zahtevano raven znanja. To po drugi strani pomeni, da celoten razred počasneje napreduje s snovjo in tudi vsi tisti otroci, ki nimajo težav z razumevanjem slovenskega jezika, snov osvajajo počasneje. V nekaterih krajih se že dogajajo primeri, da starši slovensko govorečih otrok poskušajo svoje otroke vpisati v šole, kjer je manj tujcev, da bodo njihovi seveda otroci deležni pouka, kjer učitelj zaradi velikega deleža neslovensko govorečih otrok ne bodo primorani zniževati standarda znanja. Po našem mnenju bi s tem premostili razlike v zmožnostih učenja jezika in omogočili tudi otrokom tujcev spremljanje pouka ter ublažili marsikatero stisko, ki se zadnje leta vse pogosteje pojavlja ravno zaradi jezikovnih ovir in s tem povezanih motenj pouka. Podobne rešitve že poznamo v Evropi, lahko naštejem Nemčija, Belgija, Finska, kjer na podoben način z neko pripravljalnico, z neko uvajanjem že odpravljajo jezikovne ovire in se potem seveda pouk izvaja integrirano, brez težav. Želim tudi poudariti, da smo v Novi Sloveniji od ministrstva pričakovali, da bo to zadevo seveda uredil, ker slovenske šole resnično opozarjajo na te probleme. Več o tem pa zagotovo bo povedala moja kolegica Irena Dolenc. Ja, zakoni določajo delovanje v družbi in družba se zelo hitro spreminja, zato določeni zakoni ne odražajo realnosti družbe. Zaradi velikega števila priseljencev v našo državo so zelo nujne spremembe zakona o osnovni šoli. Zakon je potrebno dopolniti v dobro otrok.
Zaradi pomanjkljive zakonodaje so na slabšem otroci, ki so slovenski državljani, in na slabšem so tudi otroci priseljencev. Otroci priseljencev niso se sami odločili, da se bodo priselili. Potrebno jim je pa omogočiti normalno vključitev v slovensko osnovno šolo in v slovensko družbo. Že v moji mladosti so bile priselitve, vendar to so bile posamične priselitve. V istem razredu je bil načeloma le en učenec, ki ni znal slovenskega jezika. Ker so vsi okrog njega govorili slovensko, se je zelo hitro naučil slovenskega jezika. Večinoma so učenci redno napredovali v osnovni šoli, bili so uspešni in vsekakor so bili vključeni tudi v gimnazijske programe, tudi študirali so na univerzah. V kakšni manjši občini, v podeželskih osnovnih šolah, se mogoče še danes soočajo s posamičnimi vključitvami, ko je v razredu le en otrok priseljenec, ki nima znanja slovenskega jezika. In z dobrim sodelovanjem razredne učiteljice, učiteljice podaljšanega bivanja, potem svetovalne službe, ki nudi učno pomoč, ter z dodatnimi urami slovenskega jezika lahko ta učenec že prvo leto napreduje v naslednji razred. Seveda pri tem zelo veliko vlogo igra tudi sorodnost jezika. Nekateri jeziki so bistveno bolj podobni slovenskemu in taki otroci se praviloma hitreje naučijo slovenskega jezika. Če pa se jezik otroka zelo razlikuje od slovenskega, se učenci že s težavo znajdejo praviloma v drugi triadi, kjer razred ponavljajo. Prehodnost v tretji triadi pa je še slabša. Številni učenci, ki so otroci priseljencev, kljub naravno danim zmožnostim ne uresničijo svojih potencialov, lahko nadaljujejo šolanje le v nižjih programih oziroma v poklicnem izobraževanju. V vseh večjih mestih, ne le v Kranju, Ljubljani in Mariboru, tudi drugod, se je število priseljencev v zadnjih 10 letih skokovito povečevalo iz leta v leto. Šole so opozarjale v problem vključevanja in na šolsko neuspešnost otrok tujcev. V Kranju so na to opozarjale učiteljice slovenskega jezika, opozarjale so približno 7 let nazaj, se je vse skupaj začelo, in takrat še ni imela občina tega posluha, kasneje je bil problem tako velik, da se je tudi občina vključila v to problematiko. In mestna občina Kranj je poslala predloge sedanji vladi in tudi eni vladi pred tem, vendar narejenega ni bilo nič. Prihajam torej iz Kranja, aktivno se s problematiko ukvarjam 7. leto. Povezala sem se tako z učitelji osnovnih šol, ki so opozarjali, da ure slovenščine na te ure učence jemljejo od rednega pouka, ne prinašajo dobrih rezultatov v šolah, kjer je neslovensko govorečih učencev veliko. V določenih razredih je neslovensko govorečih učencev 6 in tudi več, kar zelo otežkoča redni pouk. Tuje jezični učenci oblikujejo skupino znotraj razreda, med odmori se pogovarjajo v svojem maternem jeziku. Veliko število učencev v razredu pa je vznemirilo tudi starše. Zelo jih je vznemirilo, nekateri so otroke že izpisali iz kranjskih mestnih osnovnih šol. Vozijo jih v podeželske osnovne šole ter v sosedne občine, kjer so otroci priseljenci izjema. Številke izpisanih otrok niso majhne. Otroke izpisujejo tudi starši, ki so bili nekoč sami priseljenci. Svojim otrokom želijo zagotoviti kvalitetno osnovno šolsko izobrazbo, da bodo lahko nadaljevali šolanje na gimnazijah. Ne verjamejo, da učitelji lahko posredujejo dovolj znanja, če se morajo med poukom ukvarjati še s skupino otrok tujcev. Dejstvo pa je, da se je tem otrokom potrebno posvečati ne le po pouku, ampak tudi med poukom. Konkretne številke o izpisih verjetno pozna tudi Ministrstvo za šolstvo.
Učitelji slovenisti, ki izvajajo ure slovenščine za otroke priseljencev, so še posebej izpostavili nekatere probleme sedanjega problema integracije, ki ni dobro rešen. Naštela bom samo nekaj teh izpostavljenih problemov. Število ur slovenščine je premajhno za otroke, katerih jezik ni soroden slovenskemu jeziku. Otroke zelo moti, da odhajajo od pouka in s tem zamujajo redne ure pouka. Otroci bi za ure slovenščine potrebovali več kot eno šolsko leto, vendar je izvedba tega problematična, kajti vsako leto prihajajo novi učenci in primanjkuje ne samo kadra, tudi prostora. Otroci pa tudi neredno prihajajo k uram. Delno temu botruje tudi dejstvo, da nismo bili ciljna država priseljencev. Precej otrok med letom čez noč odide, ker so starši našli zaposlitev v Avstriji, Nemčiji ali Švici in ves trud je bil zaman. Največja težava pri otrocih priseljencih pa je zagotovo to, da imajo zaradi neznanja slovenščine zelo slabo samopodobo. Verjamem, da bi bila edina prava pot, da se pred vstopom v redni šolski sistem napravi preizkus znanja iz slovenščine in v primeru nezadostnega znanja slovenščine otroka napoti v pripravljalnico. Opozarjam še na stroškovni vidik. Že zdaj plačujemo vse stroške izobraževanja otrok priseljencev, ker učenci priseljencev prvo leto po vključitvi praviloma ponavljajo razred, dodatni stroški ne bi bili veliki. Otroci bi bili pa intenzivno vključeni v integracijo, s tem, ko bi bili vključeni v pripravljalnico. In seveda se dopušča tudi možnost, da pri urah, kjer je to mogoče, se pridružijo svojim vrstnikom in tam prakticirajo slovenski jezik. Pričakovano je, da je po enoletni pripravljalnici otrok opolnomočen in lahko vstopi v redni šolski sistem in napreduje brez ponavljanj. Dodatna anomalija je še ena. Starši priseljencev si zelo prizadevajo, da bi otroke vključili v osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami. Neznanje slovenščine ne bi smelo vplivati na vključitev otrok v osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami, a realnost v Kranju je drugačna. Na osnovni šoli Helena Puhar je več kot polovica učencev, ki so otroci priseljencev. Trenutno šola najema prostore, dograjuje se prizidek šoli. Verjamem, da bi s pripravljalnico rešili ta problem. Vesela sem, da lahko o tem spregovorim za širšo javnost. Problem je velik, name se zanaša zelo veliko ljudi, da bomo ta problem rešili. Kranj upa, da bo moj glas slišan in ne le Kranj, jaz verjamem, da večina Slovenije si želi urediti ta problem. Hvala. Ja, jaz bi imela vprašanje svojne poznice Cvetko Zesta. Če lahko mogoče razložite, kako kar sem brala zakonsko besedilo otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, torej kaj, torej so uprli na tiste otroke, ki nimajo slovenskega državljanstva, ali kako bi, bom rekla, iskali te otroke, pri katerih bi bilo treba preveriti znanje jezika? Lejte, mislim, da je v zakonu jasno zapisano, otroci, katerih jezik ni materin, oziroma seveda je temu potem tudi namenjen preizkus znanja slovenskega jezika, ki pridejo, ki se na novo upisujejo, ko vidimo, da so priseljenci, a ne, da so se priselili ali so se starši preselili zaradi narave dela, iskanja drugačnih poslovnih možnosti, in z tega vidika mislim, da je prav, da se tudi nivo znanja prilagodi starosti. Za prvo triado naj bi bilo to nivo znanja nekje vsaj A1, za drugo in tretjo triado pa naj bi bil nivo znanja slovenskega jezika po stopnji A2, kar pomeni, da bi ti otroci res lahko spremljali pouk, sodelovali pri pouku in da bi
razred kot skupina napredoval tudi pri osvajanju znanja, ki ga učitelji podajajo. Seveda to v dobrobit vseh otrok. Tako kot je moja kolegica povedala, nastajajo ovire in potem tudi same izključevanja znotraj razreda in to želimo v Novi Sloveniji odpraviti. Imate kakšne ocene, koliko bi bilo teh otrok na ravni države? To sem na začetku povedala, da je teh otrok bilo v šolskem letu 2022-2023 upisanih 16 636 otrok. Pred 10 leti je bila ta številka 4-krat nižja, jih je bilo dobrih 4 000. Se pravi, da se število povečuje in mislim, da dolžnost tudi države je, da te otroke v največji meri integrira tako v razred, kot tudi v skupnost, seveda pa je za to potrebno znanje slovenskega jezika in seveda tudi poznavanje nenazadnje tudi slovenske kulture. Kar bi pripravljalnice pa se prvenstveno temu posvetile, poznavanju znanju slovenskega jezika in seveda tudi slovenske kulture. Se pravi, ocenjujete, da bi verjetno večina od teh 16 000 potrebovala to leto pripravnice? Po različnih krajih. Kolegica je opisala problem Kranja, lahko govorimo tudi o problemu obalnih občin, Logatca, Kamnika in lahko gremo po celotni Sloveniji še naprej. Mislim, da je v celotni Sloveniji pa je ta številka taka. Veste, to predstavlja skoraj 8,6% vseh učencev, ki jih imamo v osnovni šoli, kar pomeni, smo skoraj na 10% in mislim, da je prav, da država na tej stopni nekaj naredi, v pomoč seveda tudi njim. Mogoče bi samo dopolnila, ena osnovna šola v Kranju je res v tem blokovskem naselju popolnoma, bom rekla, vezana na to, da se prilagaja. V tej šoli je pravzaprav tuje jezičnih, kjer jim je materni jezik, nek drug jezik in ne slovenščina 1/3. Vendar to ne pomeni, da ta 1/3 potrebuje to pomoč. Jaz moram povedati, da so zelo lepo vključujejo otroci iz Bosne, zelo lepo se vključujejo otroci iz Makedonije in dejansko niti ne potrebujejo te pripravljalnice, kajti oni se že med poletjem pridejo, se že učijo, naredijo vse, kar je mogoče, da otrok nima te stiske. Medtem ko nekatere druge skupine tega problema ne zaznavajo, mogoče tudi zaradi tega, ker imajo zelo neizobražene starše in se starši ne poglabljajo v to, da ima njihov otrok veliko stisko, ko vstopi v razred in nikogar ne razume. In potem je ta otrok zelo vesel, ker ima še 4 sošolce, ki imajo isto stisko in oni so zaprt mehurček in zadeva se ne premakne z mrtve točke. Sama sem delala z 2 deklicama, vsako leto v osnovni šoli posebej. Deklica iz makedonsko govoreče je imela vključitev zelo dobro, moram reči, da tudi njen uspeh je med dobrim in prav dobrim uspehom, zdaj ko je v 3. triadi. Medtem ko prva deklica je prišla z zelo dobrim znanjem angleščine iz Kosova in dejansko tam so jo 2 leti prej že posedali pred televizor, da je gledala angleške risanke in je angleščino znala. Tako da sva s pomočjo angleščine se potem učili jezika. In zato jaz zdaj tistim, ki prihajajo k nam in njihovim materam, svetujem kot Karitas prostovoljka in imam teh pogovorov zelo veliko, začnite z gledanjem slovenskih risank.